Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, kaj lahko naredi za hčerko, ki ima težave s ščitnico, sicer Hashimoto, avtoimuno obolenje ščitnice in predvsem, kaj narediti v tem primeru in katero hrano. No, v glavnem, vemo, da Hashimoto je avtoimuno obolenje ščitnice in o tem največ sem pisala v knjigi Ko imajo čakre žur, pri modrem poglavju, se pravi, kjer govorimo o grleni čakri. In zdaj, če gledamo, da vsa avtoimuna obolenja, o avtoimunih obolenjih sem pisala v drugi knjigi, Ko ima življenje žur, in o ščitnici še v prvi knjigi, Ko imajo hormoni žur. V glavnem, zdaj, če gledamo samo ščitnico, energetski, gremo iz energetskega, pol pa na fizični del. Na energetski ravni, kdor ima težave s ščitnico, ima na avričnem polju tukaj luknje. In zdaj, zakaj lahko nekdo pridela te luknje na tem področju in sploh, če je hčerka, se pravi otrok, ima že težave na tem področju. Moj osebno mnenje je to, da mi privlečemo iz preteklih življenj neke vzorce, neke čustva, ki jih moramo predelati v tem življenju. Recimo, kar sem videla preko svetovanj pri strankah, ogromno dam, ki predeluje posilstva, davljenje iz preteklih življenj in dejansko, da so tudi na tak način izgubile življenje, imajo v tem življenju velike težave z izražanjem čustev. Grlena čakra je na udaru, posledično seveda imajo težave z grlom, ščitnico, z avtoimunim obolenjem ščitnice, se pravi, vse se zacikla. In potem seveda iščemo razloge. Se je zgodila bolezen. Ne, ni se zgodila bolezen, ampak mi pridelamo bolezen na podlagi svojih čustev. No in prav to davljenje, posilstvo, neizražanje svojih čustev pripelje do tega, da nas zaduši. Lahko nas nek odnos duši, da ne moremo več. Jaz sodelujem z enim gospodom, ki pač v svojem podjetju mora ogromno govoriti. In ob določenih temah začne kašljati. Ali pa ob določenih, bolj ob ljudeh začne kašljati. In zadnjič mu rečem, pa si ti že pomislil, da vsakič, ko govorimo o določeni osebi, začneš kašljati. In prav, se je res. Sem rekla, daj ti preveri z mišičnim testom, če nimaš ti mogoče za predelati pač s tem svojim nadrejenim, prav uboj iz nekega drugega življenja. In dejansko se je izkazalo, da v nekem drugem življenju ga je ta njegov nadrejeni pač zadušil, tukaj je bilo ubešenje. Spet, ko smo pri avtoimunem obolenju ščitnice. Enkrat sem, to je bilo na enem radiju, sodelovala in mlad fant, 17 let star, je prišel k meni in je rekel, da bil je že iz srednje šole, že delal na radiju, je prišel k meni in je rekel, kako si on lahko pomaga pri tem, da brez razloga mu je začel zginjati glas. No, in je prišel na svetovanje in kaj so pogruntala, da dejansko ta energija glasu, ki je povezana s strahom in z izražanjem, je začela dobesedno izginjati, ko je njegov oče zbolel za rakom in se je ustrašil, da bo ostal brez družine. In je dal vse žive preiskave skozi, pač nič ni pokazalo, vse je v redu. No in prav takrat, ko greste na neke preiskave, ko veste, da pač nekaj je narobe, počutite se slabo, imate mogoče nekaj izvide, ampak v osnovi pa ni toliko strašno narobe, verjemite mi, da je zadaj program preteklega življenja. Seveda, kako lahko pogruntate, ena stvar je, vzemite v roke knjigo, Ko imajo čakre žur, lahko po tej knjigi delate in preverite svoja podzavestna prepričanja. Kar se tiče ščitnice, recimo, vam bom prebrala par podzavestnih prepričanj. Strah me je kritike. Bojim se, da me bojo obsojali. Bojim se resnice. Strah me je, da bom zaradi resnice obživljenje. Potrebo imam po odobravanju. Se pravi, da nekdo reče,
v redu si, lahko govoriš. Ali pa vidim pa teh mojih strankah, ki rečejo, moram biti pridna punčka, pa so stare 70 let. A ne? Mora biti pridna punčka je pa tiho, pa uboga, pa vse naredi in Bog ne daj, da bi komu rekla, dovolj bo. Potem, strah me je, da bi se nekdo razjezil name, ali pa strah me je agresija ljudi. Strah me je reči ne, bojim se zavrnitve in tako naprej. Seveda, to vse lahko preverite z mišičnim testom in potem tudi z zdravilno molitvijo dekodiranja počistite te svoje strahove in programe. Zdaj, naslednja stvar pa je seveda, ker je telo tehnično, je pa pomembno, da vi podprete svoje telo, da bo zmoglo delovati. No in zdaj, če gledamo, kaj deluje na grleno, ta čakro, na grleno čakro delujejo vsa zelišča, ki delujejo na razstrupljanje. Se pravi, razstrupljanje rabimo žveplo. Žveplo, vemo, da ga največ dobimo v zeleni, vsem, kar je rahlo pekoče, se pravi, imamo tukaj noter tudi česen, čebulo, por. Nenazadnje tudi zdajle je ta kisla ali pa oziroma grenka zelenjava deluje na razstrupljanje, radič recimo. No, vse to deluje na to, da dobimo žveplo in da grejo strupi iz telesa ven. S tem pa pomagamo graditi telesu tudi snov, ki se imenuje glutation, ki nas dobesedno na celični ravni razstrupi. No, o tem sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur. In zdaj gremo še tukaj sem na modro poglavje. In zdaj, če gledamo to modro poglavje v hormonih. Poglejte, kdor ima kakršnokoli težave z ščitnico in avtoimunim obolenjem, potrebuje čaje, ki delujejo na razstrupljanje, in sicer zlata rozga. Zlata rozga je ena od najboljših zelišč, ki deluje ne samo na to, da se razstrupla ščitnica, deluje na ledvica, na odvajanje vode, na čiščenje krvi, deluje na jetra, deluje proti vnetjem, deluje na limfo. Recimo, zdaj, če gledamo limfo, prav ščitnica z energijo napaja limfo. In ženske, če imate težave s celulitom, zabuhlostjo, je na udaru limfa. Se pravi, rabite zlato rozgo, ki v bistvu počisti strupe iz vašega telesa. Potem seveda grenka zelišča, kot je rman, regrat ali pa regratova korenina. Potem brinove jagode, jih lahko strete in skuhate v čaju, dejansko delujejo tudi na čiščenje ščitnice, ampak poleg tega pa brinove jagode lahko žvečite in pomagajo pri večji moči jeter. In ko jetra bolj delujejo, dejansko deluje cel sistem razstrupljanja. Tako, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala vse skupaj. V glavnem. No, zdaj pa če gledamo, kaj še s hrano. Čim večkrat bi bilo treba zelje jesti. Zdaj tukaj se pa tepejo različna mnenja. Zato, ker mogoče ste slišali, da kdor ima težave s ščitnico, ne sme jesti zelja in križnic. Tako pravijo nekateri, ampak to ne drži. Dejstvo je, da prav zelje, ker vsebuje žveplo, potrebuje naše telo za izgradnjo glutationa in za razstrupljanje. In zdaj se jaz vprašam, zakaj je taka propaganda proti zelju pri ljudeh, ki imajo težave s ščitnico, če dejansko deluje na razstrupljanje? Veste, tako kot mogoče leta nazaj, ko je bilo paradižnik je kancerogen in povzroča raka. Pa se je izkazalo, da to ni res. No, v glavnem, v vsakem primeru pomembno je, da pospešite razstrupljanje. Pri avtoimunih obolenjih, zdaj pa tukaj ni pomembno, ali je to ščitnica, ali je to trebušna slinavka, so to jetra, ali je to rak, ali je prostata, ni važno. Pri vseh avtoimunih obolenjih mi moramo zmanjšati vnetje na celični ravni in potrebujemo omego 3, 1000 mg, potrebujemo C vitamin, 1000 mg, priporočljiv je še kalcij, magnezij, predvsem tudi D vitamin, zaradi tega, da naše telo dobi tiste sestavine, ki jih potrebuje. Zdaj, če bi se kdo odločil za omego 3, jo lahko pri meni na spletni strani naročite srečnoživljenje.si in koda za 10% popust je zdravje.
No, tako da, in je tudi vrhunska omega-3, kar je pomembno. Glejte, prav pri omegi-3, ki deluje tudi proti vnetjem na ščitnici, če vi jeste neko omego-3, ki vemo, da se da dobiti ribje olje za par evrov, če je obremenjeno to ribje olje s težkimi kovinami, niste naredili nič dobrega. In dejansko boljše, da sploh tega ne bi uporabljali, ker težke kovine se spet vežejo na ščitnico, na ščitnične receptorje in obremenjujejo vaše telo. Tako da pomembno je, da če že kupujete omega-3, da je res čistega izvora in da res deluje na to, da se bo da ima nek postopek očiščenju. Zdaj pa pojdimo naprej, kaj še lahko naredite pri ščitnici. Pri ščitnici je zelo pomembno, da se vprašate, kako boste začeli izražati svoja čustva. No, v glavnem, ko začnemo izražati svoja čustva, je dejansko, potrebno se zavedati tega, da najlažje, dobro, res govorim zase. So določene stvari, po katerih delamo po nekih vzorcih že iz družine. In so področja, kjer se umaknemo nazaj. Recimo, jaz vem za sebe, da doma smo imeli, dejansko se spomnim, da smo imeli kar nekaj prepirov glede denarja. In jaz kot otrok sem se zaobljubila, da nikdar ne bom prosila nikogar, kar se tiče glede denarja. Enostavno, da je to področje, kjer se jaz ne bom kregala. Se pravi, če je karkoli, bom vedno stopila korak ali dva nazaj, ampak tam, ko naredim korak ali dva nazaj, ni da jaz rešim zadeve, ampak stopim v jezo. To je zdaj, jaz vam govorim moj vzorec, ki sem ga prepoznala in ki delam na tem, ne. V glavnem, ko sem stopila dva koraka nazaj, takrat ni, da sem jaz potem tam dva koraka nazaj reševala težave, ampak sem šla v vlogo žrtve. In v vlogi žrtve začneš premlevati in začneš vrteti neke negativne stavke v svoji podzavesti, ki jih imaš tako ali tako še iz otroštva. In dejansko je samo, denar sprožilec, nič drugega. Samo aktivator čustev, ki jih moram predelati. In tako je zanimivo, ker je spet z izražanjem povezano, z izražanjem svojih čustev. In za sebe vem, da tukaj sem, zdaj sem to že počistila, drugače o tem niti ne bi mogla govoriti, ker dokler se ne zavedaš, da imaš težavo, kako boš govoril o težavi. In vsak od nas ima neke vzorce iz otroštva, sploh mi, slovenske ženske, ki smo toliko dobro programirane na to, bodi tiho, potrpi, stisni ustnice, bo že. Saj drugem še slabš. Pomisli, koliko je drugem še slabš. Gre se pa za tebe, ne za druge. No, dajmo zdaj še pogledati kakšno pozitivno sporočilo, kaj še lahko naredite takrat, ko imate kakršnokoli avtoimuno obolenje. Recimo, dajte si začeti ponavljati. Zavedam se tega, kdo sem. Jaz sem bitje svetlobe. Jaz sem radostna plesalka skozi življenje. Jaz sem resnica in življenje. Jaz sem boginja tukaj na zemlji. Ja, ženske boginje. Dajte se ogrniti v kakšno stvar, ki spominja majčkeno na boginjo. Ker že samo rutaj nekaj, kar je, kar nam da več ženske energije. Ker prav, zdaj sprejmo spet naprej na nas ženske. Mi ženske, sploh katere je v moški energiji, in zdaj novo knjigo, ki jo pišem o moških hormonih, ampak dejstvo je, da ženska, ki je v moški energiji, se ji proizvajajo moški hormoni. In kje se ji zatakne? Zatakne se ji najprej dejansko pri izražanju svoje ženske energije. No, mogoče je to drug video, bolj namenjen, da bom samo o ženski energiji govorila, ampak je spet izražanje. In zdaj pomislite, ženska, ki je možača, ki vse zmore, ki je v jezni energiji, ta ženska se ji tvori testosteron namesto estrogen. In
ko se ji tvorijo napačni hormoni, oziroma razmerje ima porušeno, se ji začne kup težav, ki so povezane zaradi tega, ker se ji na podlagi tega tvori prevelika količina stresnega hormona. In pade v začaran krog. In kaj bi morala taka ženska narediti? Prva stvar je jasno si napisati, kaj te jezi. Sama sebi. Jezi me to. In druga stvar, kako bom to rešila. Resnico si dati na pladenj pa priznati, kje si. Vem, da je to težko, zaradi tega, ker sama sem bila tam. Da si priznaš resnico je kar nekaj, ne? Ker včasih resnica pomeni spremembe. Ne včasih, vedno. Resnica pomeni spremembe. In pogosto smo mi ljudje taki, spet zase govorim, da sem mogla pas čez rob, pristati kot palačinka na tleh, da sem rekla, kje jaz sem? Kje sem zdaj? Nekaj bo treba spremeniti. Nekateri mogoče prej spremenijo kakšno zadevo, jo prej zmorejo, jaz pač rabim očitno neke lekcije, ali pa sem večkrat bolj tupa, da neke korake naredim. Ampak to je šola, ki jo delamo v življenju. In življenje te ne more podpreti, dokler ne narediš določenih korakov. Pač življenje te začne podpirati šele takrat, ko se ti odločiš za resnico, za sebe in za izražanje svoje resnice. Vam povem še kakšno sporočilo. Tukaj imamo Mošetove karte. Glejte, pogojenost. Mogoče je čas, da se začnete zavedati, da ste več, kot se mogoče zdi na prvi pogled. In da mogoče ste med ovcami ali pa med racami, pa sploh ne spadate tja. Glejte, pravljica o grdem račku. Še bolj, kot se je trudil biti raca, bolj so ga zaničevale. Ampak on sploh ni bil raca, on je bil čist druga vrsta ptiča. In ta zgodba o levu, ki je bil vzgajan med ovcami, dejansko ravno tako. Trudil se je jesti travo, trudil se je biti ovca, trudil se je blejati, pa mu ni šlo, dokler ni spoznal svojo pravo naravo. In v obe dve zgodbi govorite o tem. In se je mogel odmakniti stran od te črede, kjer je spoznal svojo resnico. In tudi grdi raček je mogel iti v samoto, kjer se je preobrazil tega veličastnega laboda. Zdaj, mogoče je vaše ozadje, recimo, jaz če zase gledam, zrasla sem na kmetiji. Se pravi, jaz sem preprosta kmečka punca. In ozadje, bi rekel, to te definira. Ampak v prejšnjih življenjih smo bili vsi marsikaj drugega kot pa preprosta kmečka punca. Pa zdaj tukaj ne govorim, da moraš biti nekdo več, ampak gre se za to, da se začneš zavedati, da ne glede na to, kje ste odrasli, ne glede na to, koliko štemplov imate in koliko dokazil, koliko pametni ste, da ste, da se zavedate, da imate modrost v sebi. In to je tako pomembno, ker mi se enačimo z nekim potrdilom, ker piše tam, da ste, diplomirani inženir nečesa. Veste, ni nujno, da ste modri, zato ker imate potrdilo, da ste modri. Pač gre se za to, da vsak od nas se začne zavedati, da je mogoče pa veliko več, kot pa zgleda na prvi pogled, glede na ozadje, kjer ste zrasli in mogoče na izobrazbo, ki jo imate. Pač ta pogojenost, da se začnemo zavedati, da v sebi noter nosimo vsi veličastno dušo. Naslednja sporočilo je zaupanje. Tukaj tudi mnogo ljudi se res ujame. Tako težko je zaupati, da če se vržeš nekam, da te bo vesolje ujelo. V knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma piše na začetku, da človek je hodil po robu prepada in pade čez rob in se obvisi na tej policiji in kriči, naj mi kdo pomaga, pač visi.
In se oglasi iz zraka, se zasliši glas. Tukaj Bog. Zaupaj, spusti se in zaupaj. In v tistem ta človek se kriči naprej. Naj mi že kdo pomaga. Pač, temu Bogu ni za zaupati. Pač dela take traparije, da njemu pa res ni za zaupati. Ampak pogosto pa moramo razumeti, da prav stvarstvo sliši. Sliši naše molitve. Sliši naše prošnje. Da jaz poslušam tudi včasih tega krajona, da na drugi strani kolesja je vse med sabo prepleteno, ker mi tega ne razumemo, kako potekajo te nevidne niti in imamo občutek, da smo tukaj sami in nemočni. Ampak te nevidne niti so povezane z našimi predniki in vsi imamo v koreninah družinskega debla nekoga, neko dušo, ki nam želi pomagati naprej. In imamo svoje angelne vodnike in imamo svojega angela varuha, imamo v nebovzetem mojstra, ki nam vsa ta bitja želijo pomagati narediti korak naprej. Ampak ja, včasih smo tam palačinka in ne vidimo poti naprej. Vem, da je težko, pač časi niso rožnati, ne vem, kdo posluša preveč poročila, pa te zadeve vidi, da je še bolj grozno in ga še strah malo premika. Ampak tisto, kar se vsi učimo, je to, da zgradiš svoj notranji steber resnice in da ga upaš izražati, notranjo resnico, in ko to upaš narediti, stvarstvo te podpre. Ja, na vseh področjih. Jaz sem si zdaj še ene nove karte vzela, vam bom drugič govorila o tem, če sem navdušena na tem, ker karte tudi sporočajo, tudi moje prehod v novo dobo. Zadnjič mi je ena gospa rekla, ko je bila v enih odločitvah, je rekla, jaz sem odlekla karte, ampak vse karte prehod v novo dobo, vse mi je govorilo o tem, imej se končno rada. No, kaj pa vam sporoča stvarstvo, mogoče tudi preko kakšne bolezni, mogoče prav to, imej se končno rada. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovoljte, da se v vašem življenju zgodijo čudeži. Uživajte.